Spoštovani, sredi preteklega tedna in danes podpiram odločitev, da misija Slovenske vojske v Iraku ostaja. Prav tako sem še vedno prepričan, da je bila odločitev o predčasni vrnitvi prejšnjega kontingenta Slovenske vojske iz Erbila v kontekstu vseh okoliščin pravilna. Glavni razlog je dejstvo, da tudi danes še niso vzpostavljeni pogoji, da bi opravljala svojo misijo, urjenje kurdistanskih varnostnih sil. Upam, da bodo do konca meseca ti pogoji vzpostavljeni in da se bo nov kontingent Slovenske vojske vrnil tja in uspešno nadaljeval svoje delo. Prav tako si želim, da se varnostne razmere v Iraku in širše ne bi samo umirile, ampak bi postale tudi bolj predvidljive. Razumem, da napotujemo države svoje vojske na nemirna območja sveta. Vendar pa imamo kot suverene države vselej pravico preudarno razsojati, ali je misija sorazmerna z varnostnimi okoliščinami in legitimnostjo operacij. Upam, da iraška vlada ne bo sprejela nedavno sprejetega stališča iraškega parlamenta, ki zavrača navzočnost tujih vojska na iraškem ozemlju. Je pa treba imeti pred očmi, da je tako stališče iraški parlament po napadu ameriških sil na generala Sulejmanija sprejel in da ga ne moremo prezreti. Glede varnostnih razmer sem zelo zadovoljen, da se je ameriški predsednik Donald Trump po nesprejemljivih povračilnih ukrepih Irana odločil za mirno reševanje vprašanj na Bližnjem vzhodu. Ta njegova odločitev izdatno pripomore k umirjanju razmer. Čeprav moramo še naprej skrbno spremljati nadaljevanje uporabe sile in nasilja v Iraku in v regiji. Spoštovani, v zadnjih dneh smo bili priča vprašanjem, ali je predčasna vrnitev škodila ugledu Slovenske vojske in naše države pri zaveznikih. Menim, da ne. Slovenija se trudi razumeti ravnanja naših zaveznic, vključno z napadom na generala Sulejmanija, ki je sprožil zaostrovanje razmer. In od naših zaveznic, kot suverena država, pričakujemo, da se bodo enako potrudile razumeti naša ravnanja. Samo tako bomo lahko skupaj, kot del zahodnega sveta, kot del miroljubnega sveta, ki želi urediti vsa vprašanja po mirni poti, uspeli v teh mirovnih prizadevanjih. Kot nekdanji predsednik vlade in zdaj predsednik republike ter poveljnik obrambnih sil sem moral v skupno več kot 10 letih sprejemati odločitve ali dajati mnenja o ukrepanju vojakov na naših misijah, če bo prišlo do spremembe varnostnih razmer ali drugih okoliščin. Nikoli nisem sprejel odločitve o umiku, če je šlo samo za običajno in predvidljivo poslabšanje varnostnih razmer. Še več, kot predsednik slovenske vlade sem spomladi leta 2010 glede naše navzočnosti v Afganistanu na enem od pristojnih odborov v Državnem zboru izjavil, da tudi, in po mojem spominu citiram, še zlasti v primeru naše žrtve, zaveznikov ne bomo zapustili. Kot sem rekel, bo težko, ampak bomo znali povedati, zakaj smo tam in zakaj smo pripravljeni sprejeti tudi takšno tveganje. Spoštovani, spričo vseh okoliščin odobravam torej odločitev o predčasni vrnitvi domov in napotitvi novega kontingenta v Irak konec tega meseca. Zlasti pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske pa bi kot vrhovni poveljnik rekel naslednje. Na tem mestu si ne zaslužite nekoga,
ki bi na ramenih vaših življenj razkazoval svoj politični pogum. Po svoje sem vesel, da je v javnem mnenju prisotno stališče, da se ne smemo umikati prezgodaj in brezglavo. Še zlasti, če želimo še naprej, kot članica NATO in zaveznica v svetu, opravljati mirovne misije, je tako stališče zelo dragoceno. Hkrati pa moramo tudi razumeti, da se javno mnenje lahko zelo hitro spremeni, zlasti ko pride do dejanskih žrtev. V 20 letih, kolikor Slovenija sodeluje v mednarodnih misijah in operacijah, tudi zaradi preudarnih odločitev vsakokratnih slovenskih oblasti, ni bilo pri opravljanju naših misij po svetu nobene žrtve. Ne smemo pa, žal, prazno upati, da bo vedno tako. Nekoč bo, žal, drugače. In takrat bo zelo pomembno, da bo lahko predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil ob izreku sožalja soprogi, hčeri ali mami težkega srca, a prepričljivo odgovoril, zakaj. Spoštovani, svet je zapleten in postaja zapleten še bolj. Priznajmo si, da ga je včasih težko razumeti in še težje je predvideti, kako se utegnejo stvari razvijati naprej. Preredko bomo imeli možnost, da bo lahko sprejemati odločitve, bolj pogosto jih bo zelo težko sprejemati. In še takrat bomo imeli pred seboj spremenljive okoliščine in nejasnosti, zaradi katerih bodo naše odločitve vedno predmet kritičnega razmisleka in tako je prav. In enako je prav, da ravnamo pri tem po svoji vesti. Na koncu bi rad pojasnil še eno stvar. Tistega dne, tisto noč, ko se je zgodil nesprejemljiv in obsojanja vreden povračilni napad Irana na Irak, sem prvo sporočilo obrambnega ministra dobil ob 2:27 zjutraj in potem v približno uri sva si izmenjala vsak po 8 sporočil. Približno ob 3:30 sem spričo tega ocenil, da so nastale razmere, ko je najbolje, da po telefonu ne komunicirava več, ampak se čim prej dobiva zjutraj na Ministrstvu za obrambo. To je bil moj predlog. Če bi takrat mislil na promocijo, bi bilo mogoče drugače, takrat na to nisem mislil, ampak sem, če mi verjamete ali ne, mislil na varnost naših vojakov. In ko sem slišal, da so živi in zdravi, mi je čisto človeško, kot sem povedal, tudi odlegla. Želim si, da bi imeli čim manj takih zahtevnih situacij in da bi, ko bi nastopile, odločali prav in po svoji vesti. Srečno Slovenija.